Poslušate ponovitev oddaje Na stežaj, Sorina radijska klepetalnica. Na stežaj, Sorina radijska klepetalnica. Še enkrat voščimo dobro jutro vsem poslušalkam in poslušalcem, še posebej, če ste se nam ravno kar pridružili. Ja, ponedeljek je, malce čez 8 je ura, kar seveda pomeni, da je čas za našo ponedeljkovo radijsko klepetalnico Na stežaj. In ker je danes ravno 23. september, praznik slovenskega športa, smo v našo družbo tokrat povabili Romana Krajnika, ki se nam je zdaj že pridružil v studiu. Roman, dobro jutro želim. Živjo. A ste jutranji človek ali je bilo težko se zbuditi in priti sem? Niti slučajno nisem jutranji človek, tako da je bilo kar malo težko. Ja, okay, to je kar zanimivo slišati od enega človeka, ki je v športu že celo življenje, ki je aktiven, ki je priden, ki je deloven, pa da jutra niso njegova najljubša stvar. Ja, na srečo imamo tako narejen, da ni treba najbolj zgodaj trenirati, tako da je vse super. Jaz ponovadi začnem s treningi najprej ob 10, tako da je to nekako neka stalnica pri meni, najrajš pa še kasneje. No. Se pravi, tudi če je nekdo nadobudni športnik, pa mogoče razmišlja, ampak jaz res ne maram zgodaj vstajati, ne bo to največja ovira? Ne, niti slučajno ne. Potem je plezanje ta prav šport v bistvu. No, evo, odlično. Omenil sem, da je torej danes dan slovenskega športa. Kaj ta dan, tak praznik, pravzaprav vam kot športniku in trenerju pomeni? Ja, sigurno pomeni veliko, ne, pa vsi smo v bistvu veseli, da ima Slovenija pač en tak dan, ki je namenjen res športu, zato ker Slovenija, vsi vemo, da je, bi rekel, nekako športna država, oziroma glede na vse uspehe naših športnikov v zadnjem obdobju je to pač več kot dobrodošlo in en tak dan pride vsekakor prav. Mogoče greva kar za začetek malo na aktualne zadeve. Zdaj zagotovo ste spremljali nastope plezalk in plezalcev zdaj le v Pragi ta konec tedna, ne? Mogoče kakšen kratek komentar z vaše strani? Ja, seveda sem spremljal, vse ne morem, da ne bi v bistvu. Kaj pa vem, mogoče sem bil malček razočaran, ker ni bilo nobenega finala, ne? Niti pri moških, niti pri ženskah. Sicer 9. mesto Jenny je bilo še zmeri pač za moje pojme super rezultat, ne, ampak valjda ne, finala ni bilo, tako da malček razočaranja sigurno je, ampak ja, gremo dalje, ne. Naslednja tekma je že v bistvu čez dober teden, ne, tako da upajmo na najboljše tam. Zdaj vaša varovanka Janja se te tekme ni udeležila, kako bo z naslednjo? Janja je pač s tekmam za leto zaključila. Koper je bila njena zadnja tekma v letošnji sezoni, nekako sva tako že od samega štarta planirala, oziroma neka opcija je bila še mogoče Koreja, zadnja tekma svetovnega pokala, ampak glede na vse skupaj sva se potem po Parizu odločila, da Koper še, ker je pač domača tekma, potem pa definitivno pauza, rabi nekak počitek, rabi predvsem to tekmovalno pauzo, tako da se lepo v miru spočije. Ja, zdaj je bilo vsega, ne, seveda res ogromno, veliko, tudi razni olimpijski sprejemi in to verjetno je bilo kar naporno, ne samo za njo, tudi za vas, ne? Ja, sigurno je bilo, po Parizu je bilo sploh prvi teden oziroma še ta drugi teden je bilo tako kar naporno z raznimi sprejemi tam in tam, ampak pač to vzameš kot sestavni del tega in če tako vzameš je, pa tudi moram reči, da je bilo vse kar zelo prijetno, no, kljub vsemu, tako da pač del tega vzameš kot del tega in je čist fajn. Ni ravno za jamrat, ne? Ne. Na stežaj. Radijska klepetalnica Na Radiu Sora. Radijsko klepetalnico Na stežaj poslušate v današnjem ponedeljkovem jutru, z nami pa je danes Roman Krajnik. Plezanje je vas navdušilo pravzaprav že v najstniških letih, ne? Kaj je bilo nekako krivo za vaše prve plezalske podvige in kaj vas je pravzaprav tako zasvojilo v nadaljevanju, da ste v njem našli to svoje poslanstvo? Ja, v bistvu sem se s plezanjem srečal kar, bi rekel, nekako pozno, ne, mislim, da je bilo v 3. letniku srednje šole, ja, zato je kriva sošolka v bistvu, ki me je enkrat pelala tam na Podnu pod tribune, ki so imeli steno klubsko in s probo in
od takrat dejansko me je v trenutku zasvojil. No. Zdaj se mi je neverjetno zanimivo po vseh unih drugih športih, ki sem jih probal v osnovni šoli, pa tudi še. To je bilo uno, sem rekel, ok, zdaj pa to se hotel takoj upisati v klub, začel, naredil tečaj, začel plezati, na srečo mislim, je tamle gor Kamnitnik, kjer je bila stena naravna in jaz sem po šoli spršel domov, šel takoj na Kamnitnik in preživel cel popoldne gor na Kamnitnik, tako da je bilo kar divje poj, ne, in seveda takoj je bila neka želja po tekmovanjih, za kar sem bil po mojem mehen prestrži takrat, tako da je poj vse skupaj se pa zelo hitro začel s trenerskim delom, ker mi je bilo to že od nekdaj, bi rekel, nek zanimiv del športa in sem poj tudi takrat dejansko ni bilo nekaj full trenerjev, in sem rekel, da bomo probali to poj malo spremeniti, pa sem začel poj sam v bistvu malo testirati na sebi, pa na njih 2 kolegih smo skupaj plezali tak, pa smo malo probavali, pa mislim, da je bilo poj v bistvu zelo hiter, so se kazali neki rezultati, ne, in pa me je res čist potegnilo v bistvu v ta trenerski del, pa sem dobil v bistvu prvo skupino otrok, mislim, da 98. Da sta bila tudi Maja pa Katja Vidmar, pa Grega Selak, in pa je bilo pa sam, pa je šlo pa v bistvu sam naprej, sam gor, dejansko spoj v bistvu leta 2000, pa praktično profesionalen trener že od takrat. Se pravi, ena taka v bistvu zanimiva zgodba, ne, brez kakšnih uradnih šol, brez kakšnih posebnih inštitucij za vami, pravzaprav ste tako nekako, če rečem, do it yourself mentaliteta, pravzaprav skupaj rasli s plezanjem in skupaj se potem vse skupaj zlilo v to pot, da ste postali trener. Ja, dejansko je šlo točno tako, kot si rekel, ja, nekako na nek način samo uk, če bi lahko temu tako rekel, in dejansko veliko sem takrat v bistvu na začetku prebral, preštudiral, probaval in dejansko poj z samim razvojem plezanja nekako raso gor, tako da to je to. Je pa že kar dolga pot za vami in verjetno ste videli in doživeli marsikaj. Kako se je mogoče plezanje kot šport skozi ta leta spreminjalo od vaših začetkov pa do danes? Ja, lahko rečem zelo, ne. Že sam to, da je končno po ne vem kolikih letih postal olimpijski šport, ne. V Tokiu je bilo prvič kot olimpijski šport, za kar smo si vsi v bistvu prizadevali cel cajt, ampak recimo, če pomislim nazaj, ko smo, ne vem, z Majo pa Katjo, ko smo une prve tekme svetovnega pokala, ne, da bi takrat človek razmišljal o olimpijskih igrah, je bilo pač malo utopično, ampak kljub vsemu je pač z razvojem, kako se je razvijal športno plezanje, tudi z samimi tekmami svetovnega pokala, tudi pač tekma svetovnega pokala v Kranju kar nekaj dala, smo pač prišli do tega in tudi sama zveza je fajn delala na tem, da postane pač olimpijski šport, ne, so si vsi prizadevali za to, tako da ja, s prvim pač olimpijskim igram v Tokiu se je pač plezanje, ne vem, lahko rekel, tak boom naredil, dejansko in sploh še z Janino zlato medaljo v bistvu v Tokiu, se mi zdi, da je bilo pa ne vem, če bi primerjal, ne vem, pred Tokijom, par let pred Tokijom, ali pa poj za 500% se je zadeva razplamtela, v bistvu šport se je razvijal, vsi klubi so polni otrok, skoraj povsod so neke čakalne vrste, ker pač naša infrastruktura še zmeraj ni tam, kot bi lahko bila, tako da ja, poj
do Pariza je bilo noro, zdaj pa mislim, da po Parizu se bo pa še potenciralo mečken vse skupaj, no. Ampak zaenkrat moram reči, da gre vse skupaj v pravo smer, tako da vse fajn. Kaj pa vam recimo zdaj poleg službe plezanje še pomeni? A je še gušt v tem? Si vzamete tudi kdaj čas zase, pa greste eno odplezat? Moram reči, da premalkrat, ne. To sigurno je bolj ko ne. V zadnjih letih bilo služba pa skoraj da naš drugega, ampak še zmeraj letos sem si, bi rekel, na začetku leta zadal en tak cilj, da bi vsaj enkrat na teden, pa mi je ne parkrat ratal, ni mi pa ratal skozi, ne. Težko je, če pač preživiš cel dan tamle na stenci, pod stenco, z različnimi tekmovalci, pa nekak ti enostavno ne proti večeru ne pa še več, da bi šel sam plezat, ne. Bi pa zelo rad, ker plezanje mi še zmeri pomeni kot plezanje zelo velik in ni lik zgolj sam služba, tako da upam, da mi v prihodnosti mogoče rata malo večkrat. No, dokler želja še tline, potem bo. Jaz tudi mislim tako. Sorina radijska klepetalnica na stežaj. Na stežaj danes odpiramo okno v življenje in delo in seveda ljubezen do plezanja Romana Krajnika, ki je z nami v studiu v radijski klepetalnici. Že prej ste na kratko omenili, ob vas so rasle in se razvijale številne generacije najboljših slovenskih plezalcev, tako sestri Vidmar, ki sta seveda Škofjeločanki, Mina Markovič, Domen Škofic, tudi paraplezalec Gregor Selak. Če naštejeva samo nekatere, ko se ozrete takole nazaj, kako ponosni ste na nje in pa na delo, ki ste ga z njimi dosegli? Pa moram reči, da sem na vsakega posebej zelo ponosen, ne? Ker vsak je naredil nekaj, pač kar je v bistvu vsak od teh, no, moram reči, da je naredil, kar si je nekako želel, ne? Tako da jaz mislim, da so tako oni kot jaz, bi rekel, zelo veseli, zadovoljni, ponosni, pač en na drugega, tako da ja, težko bi rekel, da nisem ponosen, no, glede na to, da smo vseeno dosegali kar nekaj, bi rekel, rezultatov, takih in drugačnih, z nekaterim pač malo več, z nekaterim malo manj, ampak vse je bilo pa zelo fajn. Ja, kar nekaj se je nabralo medalj in pokalov z velikih tekmovanj v vaši karieri, a jih še štejete? Ne, to pa moram reči, da ne. Pa tudi nikoli v bistvu nisem, oziroma mogoče sem jih takrat na začetku, ja, ko jih še ni bilo, bi rekel, nekaj ful, ne. Pa res, po moje, zdaj pa karkoli bi rekel, bi se po moje zmotil, no. Tak da, pa tudi ni mi, bi rekel, sploh zdaj mi niti to ni več bi rekel, glavno neko vodilo ali kakorkoli, mi je bolj sam pač, bi rekel, iz vidika treninga, sam napredek, sam tako da je, bi rekel, tekmovalc zadovoljen s tem pač, kar naredi, kar doseže, tako da une medalje, uni rezultati so zgolj pač neka pika na i temu, kar pač delamo. Ja, vidi in sliši se, da veliko date na to vez, ki jo imate s svojimi varovanci, ne? In od leta 2019 vas pa zdaj seveda spremljamo kot trenerja Janje Garnbret. Kako se je pravzaprav začelo vajno sodelovanje? Tik pred olimpijskimi igrami pravzaprav, ne? Ja, ona je konc 2018 je v bistvu prišla do mene, če bi pač bil njen trener, ne? Seveda ni bila lih najlažja odločitev, ne, pač že takrat so vsi govorili, da je pač ona, da niti ne rabi trenerja, da je pač in sploh, ne, ampak meni je bil vedno pač kak tak izziv, še večji izziv, oziroma res ta pravi izziv, pa videl sem tudi v bistvu v zadnjih parih letih, ko sem jo spremljal, je bilo kar nekaj, bi rekel, pomanjkljivosti, kar nekaj stvari, ki bi jih jaz drugače naredil, ki bi jih jaz probal izboljšati, ne, in zato sem se odločil in so kar hitro v bistvu začela z delom in ja, je bilo pač zelo hitro
v bistvu so prišle te prve olimpijske igre, tako da so mogla hiter začeti, hiter marsikaj spremeniti, ampak vse skupaj se je tako dobro poklopilo že v samem treningu, da je bilo v bistvu vseeno samo veselje, pa še zdaj moram reči, da je zelo isto. Menda nista potrebovala prav veliko besed, ampak je bilo obema kar hitro jasno, ne, kaj je vajin pravzaprav cilj. To pa dejansko ne vem, če sva kdaj sploh tudi govorila o dejansko pač kaj bi rada, ne vem, od določene sezone, kaj bi rada od olimpijskih iger, ker mislim, da sploh v zadnjih 3-4 letih v bistvu je jasno samo eno, ne, ona gre na tekmo pač zmagati, ne, nič kaj drugega, oziroma vse ostalo bi bilo, ne da bi bilo razočaranje, ampak ne bi bilo uno, po kar bi pač prišla, oziroma po kar gre, ne. To tle moram reči, da se je naredila ena taka situacija, ka bi rekel je full fajna, ne, ko je tekme konc, ko se vse pač zrealizira, bi rekel, tako, ko je planiran, ne, ampak moram pa reči še enkrat poudariti, da to skozi kaj ona v bistvu gre pred in med tekmo, ne, ko s kakim pritiskom v bistvu ona deluje na tekmi in pojo dela to tekmo, glede na to, kaj sem rekel, pač, ker je velika razlika je pač iti na tekmo pa pač narediti, kar se da, ne, ali pa iti na tekmo zmagati, ne. To mislim, da malo kdo v bistvu sploh razume, ker pač vemo, da je tudi malo takih, ki dejansko to počne, ne, in ona je definitivno ena izmed njih in skozi kaj ona gre sploh, pa recimo ena taka tekma, kot so bile olimpijske igre v Parizu, to je pač nepredstavljivo, težko je opisati v bistvu, kaj je, bi rekel, ona preživljala tam čez celo tekmo, pa poleg tega pa je tudi še jaz, ne, sam sej po tekmi se je marsikaj pokazalo, ne, ko so čustva prišla na plano, tako da ja, je pa sigurno kljub vsemu en velik užitek delati pač za njim takim tekmovcem. A je to koroška trma? Sigurno je, menda, ja, ena koroška trma, pa je pa še malo te gorenske trme zraven, pa je pa, bi rekel, vse skupaj tako, kot mora biti. In je taka dobra kombinacija. Zelo dobra, ja. Ki očitno deluje in je dober recept. Ja. Letos ste bili na olimpijskih igrah sicer kar mal kritični glede postavljavcev tekmovalnih smeri za ženske, da so bile menda prelahke. Zakaj se vam je to zdelo? In a to pomeni, da je plezanje potem še vedno bolj domena moških, čeprav ženske plezalke nikakor ne zaostajajo, ne z znanjem, ne z uspehi? Tu kot prvo moram reči, da ni plezanje neka domena moških, to sigurno ne, ampak moram pa poudariti, da v zadnjih 2 sezonah, ne, pa res postavljanje smeri, predvsem pa balvanov pri ženskah šlo v napačno smer, ne. Vse skupaj je bistveno lažje in vse skupaj bolj ko ne temelji, oziroma je dejansko tako, da bi rekel, vsi čakajo napako odjanje, ne. Ni v bistvu, da bi postavljali pač tako, da je, bi rekel, njej neki izziv, ampak dejansko iščejo samo še napake odjanje, ker pač je naredila tak preskok, je, bi rekel, zaenkrat sigurno 2 razreda ali pa 3 razrede boljša od ostalih, ampak je žalostno, da pač na tekmi tega ne more pokazati, ne. Jaz mislim, da je plezanje praktično edini šport, kjer nekdo, ki je tako dober, ne more pokazati, da je tako dober. Ja, sej na koncu zmaga, ampak izgleda tam, ko gledaš njo na tekmi plezati pa z ostalimi, izgleda, ja, pa se je malo boljša, ne, od ostalih, ampak v resnici pa veliko boljša od ostalih, ne. Ampak ja, zato sem bil na olimpijskih, bi rekel, kar kritičen do postavljalcev, ker so še posebej se trudili
da bi nekako Janja naredila največ možnih napak in da bi jo nekako, bi rekel po domač povedan, malo uničili, ne, ampak jim na srečo ni uspel, ker moram reči, da so se pripravljala tudi na take scenarije in tako naprej, ampak upam pa, oziroma si želim, da bi pa v prihodnje pač postavljalci to nekako dojeli, pa šli, ker s tem, če bi postavljali težje zadeve, bi tudi, bi rekel, sam šport rasel, ne, tako pa dejansko predvsem v balvanih, no, gre v napačno smer, ne, dejansko lahko nekdo, ki pride, ne vem, pa z enim letom pravega treninga, pa je že v finalu balvanov in tako naprej, to ni v redu. Na stežaj Sorina radijska klepetalnica. Sorino radijsko klepetalnico na stežaj poslušate, Roman Krajnik pa je naš današnji gost. Prej ste govorili, da se je na olimpijskih igrah pokazalo, da pravzaprav Janja ne more pokazati vsega, kar zna, da je pravzaprav zadeva za njo skoraj da prelahka. Sliši se, ne, da jo zelo dobro poznate, tako športno kot morda tudi osebno. Kako močna vez se je pravzaprav spletla med vama in kako pomembna je, bi rekli, za dobro delo obeh? Pa jaz mislim, da so se res kar v bistvu, bi rekel, ujela na nek način, res preživiva kar nekaj časa na treningih, tako da je v bistvu tudi dobrodošlo, da smo vse tako da redko kdaj pride do kakršnega koli, bi rekel, nekega spora, tako da meni osebno se zdi to izredno pomembno, ne, ker pa je pač dobiš potrebno zaupanje in tu moram reči, da je z obeh strani, bi rekel, eno tako obojestransko zaupanje, tako da je bistveno lažje poj delati, ne, ker sicer je pač težje, ne, sploh če dobiš na drugi strani tekmovalca, ki je bolj ko ne, oziroma ko ti bistveno več vložiš v sam trening kot on sam, ne, je pač izredno težko pričakovati nek perfekten rezultat. V tem primeru pa z Janjo pa pač tega ni, ne, je pa vse tako, ko mora biti in zato tudi je pač rezultatsko pa na koncu tako. Se pa tudi vidi, da se sama zaveda, ne, kaj vi pravzaprav pomenite v tem partnerstvu. Je tudi rekla, medaljo res nosim jaz, ampak za njo si zaslužen ti. Tudi vam verjetno veliko pomeni to, ne, da tudi ona sama ceni. Sigurno, kot trenerju to, bi rekel, največ pomeni, ne, kako, ne vem, če je kdo, ki bi rekel, da mu to ne pomeni, ne, kot ti nek tak atlet, da tako priznanje je sigurno zelo lepo, ne, slišati in ona sigurno, ja, se zaveda pač, da bi težko, oziroma ona vedno pravi, da tega ne bi sama naredila oziroma z drugim trenerjem, ampak težko je reči pač to za sigurno, ampak ja, vse skupaj sva tako začela, zastavila in vse skupaj poteka tako, da je pač res lepo videti, ne, vse te njene rezultate, že sam podatek, ne, da v zadnjih, se pravi, kdaj mislim, da od sezone 2000 ni bila slabša kot druga, ne, pa še to je bila, mislim, da 3-krat druga ali mogoče 4-krat, pove pač vse, ne, in ona se tega definitivno zaveda, da pač brez tega dela, ki ga pač tudi jaz vložim v to, ne, bi bilo to pač težko doseči. Niste za manj znani zadnjih nekaj let kot trener najboljše svetovne plezalke, ne. Zdaj vas so kot odličnega trenerja tudi vabili v tujino. Nekaj časa ste trenirali avstrijsko reprezentanco, ampak s svojim delom in znanjem pa nekako ostajate zapisani delu v Sloveniji. Kako to? Ja, se mi zdi, da do 2016 sem bil itak trener in mladinske in članske reprezentance, tudi selektor članske reprezentance.
potem tu zaključil in sem imel izkušnjo, imel priložnost pač delati tudi s kitajsko reprezentanco, pa z avstrijsko reprezentanco, potem pa tudi nekaj vmes z ameriško. Je sigurno vsaka izkušnja je dobrodošla, iz vsake izkušnje sem se jaz marsikaj naučil in potem marsikaj lahko preneseš naprej, ampak zdaj trenutno mi je pa tako, kot sem, bi rekel, samo osebni trener pač določenih tekmovalcev, nekako najbolj paše, nekako najbolj tisto, kar mi res največ da, ne, da se ni treba obadati z nobeno politiko raznih zvez, tako da lahko delam pač samo s tekmovalci, ki bi res dejansko radi delali z mano, kar je pač največji užitek in največje veselje pač za trenerja. Ste pa preizkusili vse možne načine, videli različne zadeve. A je kakšna mogoče taka zanimiva zgodba ali pa anekdota ali pa poseben spomin z vaše trenerske poti, ki bi ga lahko izpostavili? Težko bi izpostavil enega tazga. En kup je bilo, bi rekel, zanimivih izkušenj, predvsem s Kitajsko je bilo kar nekaj takih izkušenj. Sploh recimo na začetku, je bila ena taka, ko je bilo eno leto, to je bilo po moje 2017, so imeli svetovno mladinsko prvenstvo na Kitajskem, ne, in so me takrat povabili, da bi delal, in sem prišel 2 meseca prej na Kitajsko in sem res mislil, to bo zdaj tam 100 otrok, ne, Kitajcev kot Kitajcev, pa mi pripeljejo tja, mislim, da 6 ali 7 mladincev, ne, kar je za eno tako državo pač, bi rekel, žalostno, zelo žalostno, ne. In pa mi po vrhu vsega še rečejo, ti se fokusiraj sam na tega, le ostalo pa ni važno. Sem rekel, kje pa smo zdaj, tako da to je bila ena taka hecna, kaj pa vem, je bilo kar nekaj takih in drugačnih, zanimivih in manj zanimivih situacij. Na stežaj. Radijska klepetalnica na Radiu Sora. V družbi Radia Sora preživljate današnje ponedeljkovo jutro in seveda v družbi radijske klepetalnice Na stežaj, v kateri danes gostimo Romana Krajnika, trenerja najboljše športne plezalke Janje Garnbret. Slovenci smo narod vrhunskih športnikov, ne? Tukaj ni debate, neverjetno veliko jih imamo glede na število prebivalcev. Kaj vi mislite, da je na tem? A imamo nekaj v vodi? Ja, to tudi mene non-stop sprašujejo iz vse posod, kaj imamo, zdaj imate kako hudo vodo, ne. Ne vem, kaj je dejansko na tem. Jaz mislim, da ena stvar je sigurno to, da smo, bi rekel, na nek način, ker smo mogoče majhni, ne, in ker imamo neko trmo, neko predanost, neko željo po delu, ne, da če pač se najde nek, bi rekel, še malo talenta, kakorkoli je lahko zelo hitro pač z nekim pravim vodstvom, seveda lahko zelo hitro pač dober rezultat, ne. Težko pa bi izpostavil, bi rekel, eno stvar, ki bi rekel, to je pa to je ono, kar nas je pa res fascinantno, ne, da imamo toliko dobrih športnikov, dejansko trenutno, ne vem, par, bi rekel, top v določenih panogah, ne, kar je noro, glede na majhnost, še zmeraj majhnost Slovenije, ne, kot same, tako da noro, jaz upam, da se bo tako nadaljeval. Ne dvomim, da se bo, a vi kot insider, kot trener, športnik, kot profesionalec, ocenite, da je glede na to, kako radi se pohvalimo s tem, koliko športnikov imamo, kako dobri smo, a je za njih dovolj poskrbljeno ali bi morali na tem področju narediti mnogo več? Ja, to je zelo dobro vprašanje, ne. Jaz mislim, da je poskrbljeno, ampak seveda bi lahko bilo pa še bistveno boljš, ne. In predvsem tudi po karieri, zdaj pač, če si res vrhunski, imaš najbrž, bi rekel, preskrbljeno prihodnost, če pa mogoče nisi tako vrhunski, pa mislim, da je mogoče malo slabo poskrbljeno, predvsem po karieri, pa tudi med
kariero, ne, bi sigurno bilo boljše. Tako, počasi se je tale urica najnega druženja približala svojemu koncu. Mogoče najbolje, da za konec samo še preveriva, kakšni so zdaj le kaj načrti v bližnji prihodnosti, tako za vas, tako za športno plezanje in mogoče še enkrat tisto vprašanje. Vemo, da je daleč, ampak tandem Krajnik-Gunbrand olimpijske igre Los Angeles, da ali ne? Dejansko je še daleč, ampak mislim, da smo že mečken govorili o tem, tako da nek dolgoročni cilj, bom rekel, trenutno so definitivno še ene olimpijske igre v Los Angelesu. Odlično. Roman, najlepša hvala vam za obisk v našem studiu. Prijetne tedne zdaj, ko se je mečkan vse skupaj umirilo, izkoristite jih in spočite se jih, potem pa se zagotovo spet kaj kmalu slišimo. Do takrat pa hvala lepa za obisk. Hvala tudi vam.